Lep pozdrav vse skupaj, tudi v mojem imenu. Sem Aljoša Šajna iz Zavoda za gradbeništvo in naslov tega prispevka je problematika kakovosti gradnje prometne infrastrukture na Slovenskem. Motivacija za to predstavitev je pravzaprav bila naša skrb ali, če hočete, zaskrbljenost za kakovost gradnje prometne infrastrukture na Slovenskem danes. Prispevek smo pripravili v ekipi, ki smo jo sestavljali gospod Britovšek, gospa magistra Cezarjeva, gospod magister Rutman, gospa Marčeva, gospa profesor Petkovškova, gospod Prosen in moja malenkost. Najprej smo se vprašali, kaj pravzaprav je kakovost, da sploh vidimo, kako jo definiramo. Danes smo slišali, gospoda Britovška je rekel, nalimo se čistega vina. Jaz pravim in vino veritas. Malo ko sem razmišljal, kako in kaj, sem pravzaprav ugotovil, da obstaja precej podobnosti med ocenjevanjem kakovosti vina in ocenjevanjem kakovosti gradbeništva oziroma graditve. Tukaj imam eno steklenico vina, pa bi vas vprašal, je to vino zdaj kakovostno? Seveda se piše Zagor, ampak dobro, dajmo to zdaj za hip pozabiti. Pa če vam rečem, da je to vino stalo 1,5 evra, boste seveda vsi rekli, da to vino pa ne more biti kakovostno. Kaj pa če vam rečem, da stane 25 evrov? No, marsikdo bo že rekel, to pa verjetno pol že je nekaj na tema, Pa če bom rekel, da je dobilo medaljo. Ja, zdaj sem vas pa že skoraj prepričal, ampak pred 5 leti, kaj pa danes? Je bila letošnja letina kaj boljša, kaj slabša od tiste pred 5 leti. Pa seveda nekateri bojo še vedno skeptični in bo rajši vino poskusili, preden ga bojo kupili. Pa me zanima, kdo med vami je pripravljen to vino poskusiti. Noben ga ni. Kaj to pomeni, da se ne počutite usposobljene za ocenjevanje kakovosti tega vina? Seveda se potem sprašujem, po kakšni metodi ga bomo ocenjevali, pa po kakšnih kriterijih. Pa pejmo na ceste. Ali bo avtocestni odsek, ki bo zgrajen za 64% ocenjene vrednosti, kakovosten? Pa bojo rekli, ja, seveda se bomo nadzirali kakovost. In seveda se spet lahko vprašamo, po kakšnih kriterijih bojo to USI, ENI, SISTI, PTP ali TSC-ji, po kakšni metodi, spet so po teh dokumentih razne metode in kdo je usposobljen, da bo ocenjeval. No, iskali smo pravzaprav definicijo kakovosti. Eno smo dali v ISO 9000, drugače smo pa nekako ugotovili, da graditi kakovostno pomeni graditi cenovno učinkovito, produktivno, gospodarno, dolgoročno, trajno, uporabljati najnovejša spoznanja stroke, uporabljati kakovostne materiale, skladne z zahtevami tehnične regulative, standardov, tehničnih specifikacij, smernic in drugih predpisov, uvajati reciklažne postopke, sploh v zadnjih letih, koristiti alternativne in sekundarne surovine, najnaprednejše in najboljše poznane tehnologije ter eventualne možne napake predvideti in preprečiti. Pa mogoče bi kdo od vas še kaj dodal. Se pravi, definicija kakovosti je pravzaprav zelo nedorečena. Vendar imamo odzadaj zakonodajo, ki govori o kakovosti. Te zakonodaje je precej in ne bom našteval oziroma bral vseh teh standardov, zakonov, uredb, pravilnikov, predpisov, kar pravzaprav še tukaj standardov slovenskih in evropskih, splošnih tehničnih pogojev, posebnih tehničnih pogojev, TSC-jev. To v glavnem poznate, tega je ogromno, vendar na žalost je vse to med seboj neusklajeno. Primer, posebni tehnični pogoji za zemeljska dela iz leta 1989 nikakor niso v skladu z evrokodi za zemeljska dela iz leta 2009. Poglejmo malo, kakšne so bile pretekle izkušnje. Večina od vas verjetno jih poznam, ampak ne se malo spomnimo. Gradnja avtocestnega križa je bil slovenski gradbeni projekt stoletja.
Realizirani projekti, inovativne rešitve so odmevale tudi v tujini. Mladi nadarjeni inženirji so pridobivali znanja in izkušnje. Krepilo se je sodelovanje med fakultetami, raziskovalnimi inštituti, laboratoriji, izvajalskih firm. Vzpostavljen je bil celovit sistem kakovosti. Delo je potekalo timsko, interdisciplinarno. V izvajalskih družbah so potekala interna izobraževanja. Med družbami je bila vzpostavljena zdrava tekmovalnost in konkurenca. Veliko sredstev so družbe vlagale v znanje, razvoj in napredek tehnologije. Kaj od tega je še danes ostalo? Kako je s kakovostjo danes? Oziroma, bom rekel, kako smo jo vi videli. Vse dopuščamo tudi kakšno drugo videnje. Pa bomo šli malo po področjih. In sicer začeli bi s projektiranjem. Kakovostno projektiranje je temelj za kakovost projekta. V tem se verjetno vsi strinjamo. Pomeni zagotavljanje optimalne vrednosti investicije v času celotne življenjske dobe. Žal se projektiranje oddaja po kriteriju najnižja cena, kar definitivno vodi do slabih projektnih rešitev. Nekaj na to temo smo slišali tudi v prejšnjem predavanju. Da se projektanti tega pravzaprav zavedajo, si lahko preberete v prispevku magistre Cezarjeva, ki je objavljen tudi na tej konferenci. Projektne naloge, tako pač ugotavljajo projektanti, so nestrokovne in pomanjkljive. Obseg raziskav in strokovnih podlag ni natančno določen, zato se pogosto pravzaprav ne izvajajo. Zahteve za reference so pomanjkljive, predvsem na področju voziščnih konstrukcij. Ni revizij in recenzij popisov. Vzdrževalna dela in rekonstrukcije se izvajajo po pravilniku za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist, v katerem pa ni odgovornosti projektanta, tako podobno kot v zakonu o graditvi objektov, ker takrat zakon o graditvi objektov ne velja. Področje geotehnike. Področje geotehnike je precej specifično. Namreč v tem primeru se konstrukcija prilagaja materialom, naravnim materialom, ki so na določeni lokaciji na razpolago in ne obratno. Geološke raziskave so zato pomembne in nam dajo pomembne podatke o lastnostih in materialu na gradbišču, na katere pa seveda ne moremo vplivati. Možnost geoloških presenečenj je seveda vedno prisotna, vendar se jo da tudi minimalizirati. Na področju geotehnike ni znanega proizvajalca nekega materiala in zato tudi ni sponzorjev, ki bi spodbujali razvoj predpisov. Podatki, svetovni podatki, kažejo pravzaprav, da so geološka presenečenja kriva za cirka 50% zamud pri gradnji in za 25% vseh povečanj stroškov. Po drugi strani pa preiščemo le približno 0,001% vse zemljine, na kateri stojijo objekti. V veljavi in predpisani so evrokodi številka 7, prvi in drugi deli, ki govorita o geotehničnem projektiranju in geološko-geomehanskih preiskavah. V njih so določene preliminarne raziskave, raziskave za projekt in kontrolne raziskave med času gradnje. Žal, naša zakonodaja ne predpisuje obvezno izvajanje geološko-geotehničnih preiskav. Kaj so pravzaprav te preiskave za nas? Jih je premalo, jih je preveč, so nepotrebni strošek ali vložek, ki se bo mogoče kdaj povrnil. Dejstvo je, da so ključne za pridobitev relevantnih podatkov pred začetkom gradnje. Če se ne izvajajo, se projekti delajo na podlagi nepravilnih geotehničnih podatkov, kar vodi do neustrezne projektne dokumentacije, tehnoloških in ekonomskih odločitev. Geološka presenečenja so zato pogostejša. Pa še v popisih, v razpisih pogosto najdemo postavko geološko-geomehanske raziskave in poročilo en komad. Lahko si predstavljate, kako je dati ponudbo na tako postavko.
Asfalterska dela. Področje asfalterskih del je v zadnjih desetletjih močno napredovalo. Je moderno in napredno stroko. Implementirani so evropski standardi, izdani so bili slovenski standardi. Stroka asfalterska se povezuje tako na slovenskem nacionalnem nivoju, kakor mednarodno. Asfalterji, tako pravijo, so sposobni prilagajati se hitrim spremembam tehnologij v svetu. Vendar, znanje projektantov je vprašljivo. Poskrbeti je potrebno za projektne sestave asfaltov in sicer prilagojene namenu uporabe. Vsak asfalt ni za na vsako cesto. Mala podjetja, ki jih je zdaj pravzaprav večinoma na našem trgu, nimajo vzpostavljenih tehničnih sektorjev za priprave dela, kontrole kakovosti, laboratorijev, kot so imela prejšnja večja podjetja. Izobraževanje kadrov šepa. Opušča se in zanemarjajo naloge obsega kontrole kakovosti. Mišljenje, da je certificiran asfalt že pravzaprav kakovostno vozišče, nikakor ne drži. Pri izvajanju asfalterskih del se ugotavlja znatno odstopanje od zahtev, tehnične specifikacije, smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. Betonerska dela. Pri betonerskih delih moramo pozoriti na to, da pravzaprav je skladno z pravilnikom mehanske odpornosti in zanesljivosti objektov pri gradnji, pri betonerskem delu obvezno upoštevati določila standarda SIS 13670 in nacionalnega dodatka izvajanja betonskih konstrukcij. To je obveza. Ugotavljamo pa, da je poznavanje tega standarda še po 5 letih pravzaprav zelo skromno. Standard je prinesel nekaj novosti, ki jih iz prejšnjega ali poprejšnje PBB-ju nismo poznali, pa bom samo pojme navedel, kot so izvedbena specifikacija, izvedbeni razred, razred nege in tolerančni razred, specifikacija betona mora biti tudi po standardu in tole pa zdaj je pa ušlo. Hvala. Pri sami izvedbi ugotavljamo pravzaprav, da se izvajalci na nek način predvsem trudijo zmanjševati stroške dela, s tem, da se uporablja stara, neustrezna in iztrošena oprema, naprimer opaži, da je delo površno, naprimer manjkajo distančniki, ki so minimalni strošek, da je osebje neusposobljeno, da se uporablja osebje, tako rekoč deklice za vse, in to so najeti kadri samo za nek specifičen dan dela, da se izbirajo dobavitelji na osnovi cene in to v zadnjem hipu, da se spremembe dogajajo tik pred zdajci. Tako delo seveda ne more biti kakovostno. Nadzor. Nadzor inženirja zagotavlja, da gradnja poteka skladno z gradbenim dovoljenjem, skladno s potrjeno projektno dokumentacijo in seveda, da je kakovost del ustreza predpisom, ki so sestavljali del gradbene pogodbe. V zadnjih letih se na tem področju beleži nekakšna kadrovska praznina. Precej ljudi je odšlo ali v pokoj ali drugam in se pravzaprav z nadzori nekako ne ukvarjajo več. Razlog za to je verjetno tudi prenizka cena in velika konkurenca. Predpisi, ki so osnova za nadzor, zaostajajo za stroko in za evropskimi standardi, za tehničnimi specifikacijami in tehnične specifikacije in popisi del so zastareli in ne dajo dovolj opore nadzornim inženirjem. Investitorji, in rekli smo, da si bomo nalili čistega vina, premalo sodelujejo z nadzornimi inženirji. Pomembni so roki in pomembno je, da ni problemov. Omenil bi še eno področje, ki je pravzaprav pri nas še dokaj neznano, pa se ga bomo verjetno morali lotiti čim prej, in to je forenzično inženirstvo.
Forenzični inženirji se ukvarjajo z analizo vzrokov za nastanek pomanjkljivosti, porušitev, poškodb in tako dalje. Gradnja je kljub vsemu unikaten proces in pogosto so odstopanja, beležimo odstopanja od pričakovanj. Na srečo pri nas večjih katastrof zaenkrat še ne beležimo. Vedeti pa moramo, da forenzično inženirstvo ni samo namenjeno temu, da išče napake, ampak da to pripelje tudi k izboljšavi pravil pri projektiranju, posodobitvi specifikacij, dopolnitev tehnologij, da določi nove zahteve za vzdrževanje, v glavnem, da se na napakah nekaj naučimo. Vedeti pa moramo, da so napake vedno splet več faktorjev, največkrat, nažalost, je človek tisti. Kaj pa odgovornost za kakovost? V ZGO-ju so udeleženci, ali pa po ZGO-ju so udeleženci pri graditvi investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident. Vsi ti udeleženci so nesporno odgovorni za kakovost graditve. Odgovornosti so dokaj jasno definirane in sicer malo recimo samo povzel, kar se tiče investitorja. Ali je najcenejše sprojektirano in zgrajeno res tudi najugodnejše? Projektant mora upoštevati zadnje stanje stroke v danem trenutku, upoštevati doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temelji na priznanih sledkih znanosti, tehnike in izkušenj in tako naprej. Izvajalec mora seveda pri izvajanju del upoštevati vse zahteve v, saj upamo, kvalitetno pripravljeni projektni dokumentaciji in tehnični regulativi. Nadzor pa mora seveda v pomoči kontrole kakovosti zahtevati izvedbo skladno s projektno dokumentacijo. Naj zaključim. Zgrajeni objekti govorijo o nekdanji kondiciji in strokovni moči slovenskega gradbeništva in smo nanje lahko upravičeno ponosni. Vložki v pravočasne geološko-mehanske raziskave, v dobre projekte, usposobljene izvajalce in skrben nadzor in kontrolo kakovosti se vsekakor povrnejo. Prakso današnjega kriznega časa zaznamuje predvsem oddajanih gradbenih del za najnižjo ceno. Zdaj smo rekli, najcenejšega vina verjetno ne bo noben kupil. Dobre prakse, nažalost, intenzivno tonejo v pozabo. Regulativa je zato, da jo kršimo. Razvoja skoraj ni več. Za ponovno oživitev gradbeništva potrebujemo večje infrastrukturne projekte. Ne smemo zanemariti nujnost obnove in rekonstrukcije obstoječe infrastrukture. Človeški spomin je kratek, če znanja niso zapisana na pravih mestih, se porazgubijo in izginejo. Smo pridobljena znanja dovolj anžurno zapisovali v ustrezne javno dostopne in zavezujoče dokumente? Se kakovost splača? Se kakovost plača? Odgovore na ta vprašanja prepuščam vam. Hvala lepa.